Potem pa mogoče gremo kar naprej in v bistvu povemo samo še par besed. Vseh 5 webinarjev smo zaključili, danes je zadnji izmed 5 webinarjev, kot rečeno, od januarja pa do maja smo jih imeli. Naslednji koraki, vse gradivo, ki smo ga ustvarili tukaj znotraj teh webinarjev, vse je dostopno na naši spletni strani, ta naslov sem že zelo velikokrat povedala, torej na tej strani se vse vidi in do jeseni bomo mi v celoti pripravili spletno učilnico, kjer bo noter pa popolnoma vsa ta gradiva, ki smo jih tule noter ustvarili, videi, prezentacije, vse pač, kar smo naredili. Jaz bi tukaj še enkrat pozvala, tule noter v projektu sodeluje precej učiteljev z slovenskih srednjih šol in nekateri izmed vas že imate pripravljena kakšna gradiva. Če ste pripravljeni ta vaša gradiva deliti še z drugimi, bomo zelo veseli, če jih pošljete meni, moje kontakte imate, in jih bomo potem vključili v spletno učilnico, ki bo na razpolago vsem, da bodo tudi drugi kaj od tega imeli. Seveda bomo navedli tudi vas kot avtorja, ne bomo se mi podpisali pod vaše delo, tako da kdorkoli ima pogumno meni poslati in bomo vključili to v spletno učilnico. Kot smo na začetku povedali, v jeseni štartamo z videotekmovanjem. Na začetku bomo imeli uvodni dogodek, ki bo v bistvu kot mal štart tega tekmovanja in pa ponovitev tiste delavnice pripovedovanje zgodb z videom. Takrat, ko smo jo prvič izvajali, je imel vzhodni del Slovenije šolske počitnice, na kar nismo računali, tako da bo zdaj pa možnost tudi za vse iz vzhodnega dela, ker pač bomo naredili takrat, ko ne bo nobenih počitnic. Potem boste imeli čas za ustvarjanje videov, zaključni Zoom dogodek, kjer bomo pogledali ustvarjene videe in pa zaključni dogodek v centru VUP, ki ga je prej gospod Miran predstavil, ki pa po mojem bo kar fajn, tako da se splača sodelovati v tem našem tekmovanju. Zdaj pa mislim, da ima za zaključek, ker jaz sem sicer zaključila s tem, da ima pa Anja bi pa še Anja zaključila, ki je vsebinska zvezda teh naših webinarjev in skrbi za vsebino že od januarskega prvega webinarja pa do zdajle, tako da Anja, prosim še za par besed in potem smo pa gotovi. Ja, hvala lepa. Ja, tudi jaz bi se v bistvu želela zdaj ob zaključku teh webinarjev zahvaliti vsem pač udeležencem in pa predvsem učiteljem, profesorjem, ki so spodbujali dijake, da so tudi tekom webinarjev ne samo poslušali, ampak tudi razmišljali, ustvarjali, raziskovali. Se mi zdi, da to ima potem ta pravi take home message, ki ga bodo odnesli domov. Zahvalila bi se tudi res vsem gostom, ki so bili del naših webinarjev. Se mi zdi, da smo s tem tudi obogatili pa nadgradili vse vsebine, se mi zdi več glav tudi več ve. Bi pa mogoče vseeno v našem stilu s kratkim mentimetrom zaključila tele webinarje in sicer v bistvu bi na nek način rada ali pa želela videti, ugotoviti, kako vi danes, ko ste opremljeni z novim znanjem, z svežimi informacijami, imate mogoče širši pogled na to problematiko, kako pa danes, ko smo webinarje zaključili, razumete izraz mikroplastika, torej s čim jo pa se danes najpogosteje povezujete. Tako da tudi mogoče tiste prve pojme, 3 prve besede, ki vam padajo na pamet ob besedi mikroplastika. To je v bistvu ta zadnji evalvacijsko vprašanje, ki se mi zdi, da mi bo zelo prav prišlo, ko bomo naredili neko analizo vsebine. Torej, na kaj najprej pomisliš ob besedi mikroplastika? Mogoče kakšno minutko počakam, potem pa pogledamo, kaj bo nastalo danes. Lahko tudi samo eno besedo, lahko pa tudi do 3. Danes je verjetno res najbolj sveža misel na morje, to je ta zadnja misel, ki nam je ostala. Pa vidim, da nam spet tele najbolj inovativni dijaki z veliko domišljije zopet prispevajo zelo zanimive odgovore, kot so ribje palčke. Seveda jaz tukaj pozivam mogoče te dijake oziroma te udeležence, katerih pač mnenje o ribjih palčkah
rekla, najbolj spominja na pojem mikroplastika, da se opogumijo, pa mogoče to tudi razložijo. Sicer pa vidim, mogoče, če primerjam te naše odgovore s prvimi, torej na prvem webinarju, čisto na začetku, smo vsi pisali, je bil večinski odgovor onesnaženje. Sicer tukaj ga danes tudi imamo onesnaženje, ste pa mogoče pojem zdaj veliko bolj povezali tudi z vodnim ekosistemom, torej z morjem, tudi z tekstilnimi sintetičnimi vlakni, torej z oblačili, tudi z izdelki za osebno nego, tudi z zobnimi pastami, to smo res kar velikokrat predebatirali. Tako onesnaženje pa je tudi kozmetika, ribe, tekstilna industrija, bolezen. Tako da hvala, vidim iz rezultatov nove asociacije, so nastale, kar me zelo veseli. Se mi zdi, da bo vsak na nekem področju lahko prispeval k manjšemu vnosu, mogoče na dolgi rok, ker verjetno pri majhnih stvarih je potrebno začeti. Tako da hvala lepa, še enkrat iz moje strani. Jaz sem se imela zelo lepo, tudi sama sem se dosti novih stvari naučila in se veselim jeseni in vaših inovativnih idej, res. Hvala vsem vam dijakom, hvala vsem študentom, učiteljem, zunanjim strokovnjakom, pa še vsem tistim ostalim, ki ste bili z nami med temi webinarji. Mi res upamo, da smo naredili kaj koristnega, da ste se kaj naučili. Želimo, da bi res imeli to gradivo tudi za kasneje uporabno, tako da upamo, da smo s tem projektom naredili nekaj dobrega. Tako da jaz bi vas še enkrat pozdravila v imenu vseh nas 3 projektnih partnerjev, Drmol svetovanje, Fakultete za varstvo okolja in CSI, ki je Taranta v Italiji, in srečno in se vidimo jeseni na začetku našega video tekmovanja. Lep pozdrav vsem.